Med tesnimi stenami spalnice, kuhinje in delavnice je stari mojster Košir izdeloval prve žirovske čevlje za domačo rabo. V delu se je postaral in časi so zdrseli mimo. Z razvojem obrti so tudi žirovske čevljarne postale številnejše. Mojster je zaposlil še pomočnike in vajenca, pritegnil pa je k delu tudi svojo ženo. Naglo so trpežni žirovski čevlji zasloveli po svetu. Žirovski mojstri so se v bivši Jugoslaviji združili v čevljarske zadruge. Uvedba strojev na električni pogon, konkurenca med zadrugami in lov za dobičkom so povečali tempo dela ter izrabljanje vajencev in pomočnikov, ki seveda niso bili člani teh zadrug. Z nadurnim nočnim delom pomočnikov so posamezni mojstri kovali dobičke. Krize so zaostrile delovne odnose na pragu druge imperialistične vojne. Združeni v državnem sektorju so si zgradili žirovski čevljarji moderno tovarno čevljev. Iz skladišča prevzamejo spodnje usnje sekalci pri strojih. Narezati je treba okvirje. Večje kose zgornjega usna urežejo, manjše sekajo na strojih. Dolge vrste šivalk dokončno izdelajo zgornji del čevlja. Tovariš Naglič, ki je že v partizanih v 9. korpusu ustanovil čevljarno, je uvedel brigadni sistem, ki omogoča večjo proizvodno in vključuje v delo tudi nekvalificirane delavce. Žirovske čevljarke imajo svojo brigado in izdelujejo dreto skupaj s svojimi tovariši. Likar Stane je dvakratni udarnik.
še zadnji šiv in čevelj bo skoraj gotov. Ti vzorci so dokaz požrtvovalnega dela žilovskih čevljarjev. Alpina je vodilno slovensko podjetje v proizvodnji in trženju modne in športne obutve s sedežem v Žireh. Razvila se je po drugi svetovni vojni na podlagi dolge čevljarske tradicije iz skupne zadruge Čevljarna Žiri, v katero so se vključili dotedanji lastniki zasebnih domačih čevljarskih delavnic, predvojni zadružniki in posamezni čevljarji. Od ustanovitve 30. aprila 1947 pod imenom Tovarna športnih čevljev Žiri pa do osamosvojitve Slovenije je delovala kot državno gospodarsko podjetje. Zaposleni so sprejeli samoupravno vodenje. Že čez nekaj let se je Tovarna športnih čevljev Žiri preimenovala v Alpino Tovarno čevljev Žiri, nato pa še v Alpino Tovarno obutve Žiri. Kmalu po osamosvojitvi Slovenije je Alpina po sprejetju programa lastninskega preoblikovanja in statuta postala delniška družba. V koraku s časom in svojo konkurenco danes deluje kot globalno podjetje. Poslovno skupino Alpina Holding d.d. je poleg matičnega podjetja Alpina d.o.o. s sedežem v Žireh sestavljalo več povezanih podjetij na Hrvaškem, Kosovu, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Ukrajini, Romuniji, Združenih državah Amerike in na Kitajskem. Podjetje Alpina je postopoma raslo in širilo svoje poslovanje tudi zunaj Žirov. Najprej sta se mu priključili čevljarsko podjetje Metka iz Žirov, ki je izdelovalo otroško obutev, in čevljar iz Gorenje vasi za šivanje modne obutve. Na Colu je več kot 30 let deloval Alpinin obrat za šivanje športne obutve, nekaj let manj pa tudi v Rovtah in v Šentjoštu nad Horjulom. V teh obratih je bilo zaposleno pretežno lokalno prebivalstvo, največ je bilo žensk, ki so delale v šivalnicah. Alpina je tako posredno omogočila razvoj teh vasi v modernejša naselja. Po postopnem zaprtju obratov v novem tisočletju se je proizvodnja selila zunaj meja Slovenije. Težavo zagotavljanja zadostne količine zgornjih delov obutve v Alpini, podobno kot v drugih čevljarskih podjetjih, rešujejo s kooperanti. Med drugimi sta bila najpomembnejša Vigo, varaždinska industrija Gorništa Oboče, in delovna organizacija Tatjana Marinič iz Novega Marofa. Izdelovanje obutev je bilo na začetku razpršeno na 5 različnih lokacijah po Žireh. Prvo tovarniško poslopje so gradili s številnimi udarniškimi urami in s pomočjo državnega posojila, ki so ga prejeli po posredovanju tedanjega ministra za industrijo in rudarstvo Franca Leskoška Luke, potem ko so vstopili v državni sektor. Slavnostno odprtje novega poslopja je bilo 15. avgusta 1948. Postopoma so okoli prvotne stavbe rasle proizvodne in skladiščne hale ter druga poslopja, izmed njih najprej novo krilo za skladišče končnih izdelkov in za upravne prostore. Ob 20-letnici samoupravljanja prva proizvodnja hala.
ob 30-letnici podjetja druga, največja proizvodnja hala oddelka plastika. Nato hala za skladiščenje izdelane obutve in nazadnje skladišče za repromaterial. Sprva popolnoma ročno izdelovanje čevljev, ki je omogočilo izdelavo le dobrih 68.000 parov na leto, so kmalu mehanizirali, kar je podeseterilo produktivnost. Po uvedbi tekočega traku se je proizvodnja podvojila, nato pa strmo naraščala na skoraj 2.400.000 parov na leto. V poslovanju so vpeljali računalnike, proizvodnjo so modernizirali z roboti. Dobro poslovanje je kmalu omogočilo prehod na dvoizmensko delo in 42-urni delovni teden. S sprejetjem prvega statuta je bilo v duhu samoupravljanja podjetje delno reorganizirano v razne sektorje. Že čez 10 let so namesto njih kot nove vrste oddelkov za proizvodnjo in prodajo ter skupne režijske službe ustanovili tako imenovane temeljne organizacije združenega dela ali TOZDE. Žirovski čevljarski vajenci so se po drugi svetovni vojni najprej izobraževali v industrijski šoli, ki je imela prostore v strojarni, in nato na oddelku čevljarskega šolskega izobraževalnega centra Kranj v Žireh, v okviru katerega so se vajenci odločili za poklic čevljarja, obrtnika, ali za posamezne profile v čevljarski industriji. Alpina je štipendirala tudi zaposlene na drugih kadrovskih področjih in tako pridobivala svoje sodelavce za različna področja. Na pragu novega tisočletja je bil v Žireh ustanovljen industrijsko-razvojni center usnjarske in obutvene industrije. Alpina je začela razvijati svojo mrežo industrijskih prodajaln leta 1953. Prvo tovarniško prodajano je odprla v Sarajevu, nato pa po vseh večjih mestih nekdanje Jugoslavije in v nekaterih evropskih državah. Svoje izdelke je sprva promovirala po številnih domačih in tujih sejmih. Do srede 80. let prejšnjega stoletja je prevladovala domača prodaja, za katero so z lastnim ustvarjalnim delom pripravljali svoje programe in kolekcije. Najprej so začeli prodirati na vzhodne trge, predvsem v Sovjetsko zvezo, kjer so bili kupci nekoliko manj zahtevni, nato se je odprl še zahodni trg, s katerega so prihajale osnovne zamisli in zahteve neposredno od kupcev samih. V Alpini jih je bilo treba le tehnično izvesti in distribuirati. Konec 80-ih so izvozili že skoraj 2/3 proizvodnje. Alpina je postopoma odpirala svoja predstavništva tudi na Daljnem vzhodu, v Združenih državah Amerike, Kanadi in Avstraliji. Njeno ime sta v svet ponesli predvsem smučarska in smučarsko-tekaška obutev. Od ustanovitve je podjetje vodilo kar 16 direktorjev. Njihove vloge in naloge v podjetju so se spreminjale skladno s časom in potrebami proizvodnje in zaposlenih. Pod njihovim vodstvom so Alpinci gradili in širili tovarniške prostore, jih opremljali s stroji, uvajali nove tehnologije, gradili posel in blagovno znamko, organizirali delo in življenje v tovarni, vodili podjetje v dobrih in slabih obdobjih. Poleg direktorjev so bili izjemno pomembni tudi strokovni kadri. Alpinin razvoj je bil sprva usmerjen v modno obutev, kjer so si prizadevali doseči ugled izdelovalca visoke modne in kakovostne lahke obutve doma in v tujini. Prodor v sam vrh svetovnih proizvajalcev jim je uspel predvsem z razvojem visokogorske, smučarske in smučarsko-tekaške obutve. Pri tem so imeli veliko vlogo številni razvojniki, modelarji, tehnologi, orodjarji in drugi strokovnjaki. Med posebna razvojna področja in usmeritve spada tudi vlaganje v grafično in industrijsko oblikovanje, predvsem v sodelovanje z oblikovalskim podjetjem Studio Miklavc. Naložba se jim je povrnila v obliki številnih mednarodnih oblikovalskih priznanj.
Pri uspešni prodaji je sodelovala tudi služba za marketing in dizajn. Ob ustanovitvi podjetja je bilo zaposlenih 281 delavcev, ki je izdelalo 68 tisoč parov obutve na leto. Število zaposlenih je stalno in strmo naraščalo vse do druge polovice 80-ih let, ko je bilo v matični tovarni v 5 obratih in trgovski mreži skupaj zaposlenih že skoraj 2000 delavcev. Med njimi je bil največji delež žensk, ki so večinoma delale v proizvodnji in skupnih službah, vodilne položaje so zasedale le v oddelkih za vodenje financ, kadrov in nabave. Potem, ko se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo in postalo globalno podjetje, se je spremenila tudi struktura zaposlenih. V Alpini so v času socialističnih načel skrbeli tudi za boljše delovne pogoje ter za višji življenjski standard. Zaposlenim so v tovarni zagotovili topel obrok, lahko so letovali v počitniškem naselju ob morju in v toplicah, se izobraževali ob delu ter vključevali v politično, društveno, športno in družabno življenje tovarne, med katerimi so bila zelo priljubljena zlasti športna tekmovanja in srečanja s stanovskimi kolegi iz drugih podjetij čevljarske in gomarske stroke, kot so bile na primer šuštarijade. Brali so tovarniško glasilo Delo življenje, ki ga je najdlje urejal urednik Nejko Podobnik. V Delu življenje se je zdaj že več kot 50 let zapisovala zgodovina Alpine in njena povezanost z žirmi, ki so jo sooblikovali zaposleni. V kolektivu so praznovali praznike, jubileje tovarne so obeležili z obsežnimi zborniki in se skupaj veselili novih delovnih uspehov. Slovesno so podpisovali razne samoupravne akte in poslovne pogodbe. Na proslavah so predajali namenu novo zgrajene prizidke ali oddelke tovarne. Poleg tega so v podjetju zagotovili tudi sredstva za sprejem Dedka Mraza za otroke zaposlenih, novoletno zabavo za zaposlene ter srečanje z upokojenci. V manjšem obsegu so se na posameznih oddelkih poveselili tudi ob osebnih praznikih sodelavcev, še posebej ob odhodih v pokoj. Širjenje kulture med delavci je bila pomembna naloga Alpine, zlasti v socialističnem obdobju podjetja, pa tudi po lastninjenju je tovarniško glasilo zaposlene redno obveščalo o kulturnih prireditvah v kraju. V podjetju je bila med prvimi ustanovljena pihalna godba Alpina, ki je nastopala na vseh glavnih proslavah v Žireh in okolici. Alpinino ime nosi tudi moški pevski zbor Alpina. Med zaposlenimi so bili številni slikarji, kot so Ivan Gluhodedov, Jože Peternel, Konrad Peternel, Janez Sedej in drugi. Leta 1973 je bila v stari šoli ustanovljena muzejska zbirka, na kateri so bili zbrani tudi eksponati iz tovarne. Pomena muzejske zbirke se je najprej zavedal Alfons Zajec, prvi predsednik muzejskega društva Žiri. Alpina je ves čas svojega obstoja živela z žirmi in te so se širile in razvijale pod njenim okriljem, zato so žirovci večkrat potrdili: žiri so Alpina, Alpina so žiri. V tovarni je bila dolga leta zaposlena večina žirovcev. Z leti so se uspešnemu domačemu delodajalcu pridružila tudi podjetja Etiketa in Kladivar ter kmetijska zadruga in nekaj manjših podjetij ter samostojnih podjetnikov, ki skupaj zaposlujejo okoli 2000 delavcev. Predtem, ko so Žiri ponovno postale svoja občina, je Alpina precej sredstev prispevala za razvoj krajevne skupnosti. Ta pomoč se je odražala tudi v številnih gradnjah. Če primerjamo kulturno krajino pred Alpino z današnjo podobo, vidimo, da so Žiri, čeprav so se močno razširile predvsem z gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, v precejšnji meri obdržale podeželski videz. Zgradili so središče z največjim zadružnim domom v Sloveniji, blagovnico in poslovno-stanovanjskim središčem Prematic. V kotlini še vedno najbolj izstopa industrijski kompleks. Predvojni objekti, nekdaj ponosne stare čevljarske zadružne stavbe, pa tonejo v pozabo. Žirovci so že dolgo znani kot dobri športniki, zato Alpina od nekdaj podpira številne domače športne klube in kulturna društva, ki nosijo njeno ime. Med športnimi klubi je treba omeniti nogometni klub Alpina Žiri, ki mu je Alpina pomagala do nogometnega igrišča in sponzorirala drese. Smučarski skakalni klub Alpina, ki je z njeno pomočjo dobil večje 70-metrske skakalnice in organiziral tekme z mednarodno udeležbo tekmovalcev.
Prav na prostoru te večje skakalnice danes raste novo nordijsko središče s 5 skakalnicami, ki že omogočajo skoke prav vsem generacijam smučarjev skakalcev. Zelo uspešno sta delovala tudi judo klub Alpina in šahovski klub Alpina. Številni žirovci so se lahko udejstvovali v prostočasnih športnih dejavnostih, kot sta balinanje ali kolesarjenje. Podjetje Alpina je ob svoji 65-letnici poskrbelo za svojo dediščino. Hodniki tovarne so okrašeni številnimi reklamnimi plakati, nagradami in zmagovalnimi fotografijami. V vzorčnih sobah so poleg novih kolekcij na ogled tudi nekateri starejši priljubljeni modeli športne obutve. Ob tej priložnosti je bila v stari šoli v Žireh, poleg razstave o čevljarstvu na Žirovskem pred letom 1945, odprta še nova muzejska zbirka o razvoju blagovne znamke Alpina. Muzejsko društvo Žiri pa poziva k nadaljnjemu zbiranju gradiva, da bo podjetje z uspešnim poslovanjem še dolgo ponos tako domače Poljanske doline kot Republike Slovenije. Če hočete varno po svetu hodit, saj enkrat na našo plat morate prit, da boste kupili si gojzarjev par, Žirov pozabili ne boste nikdar, da boste kupili si gojzarjev par, Žirov pozabili ne boste nikdar. Mi smo pa tam na Žirovskem doma, prelepi dolinci na koncu sveta. Smo skriti med hribi, pa to nič ne ve, po celem na svetu poznajo ljudje. Smo skriti med hribi, pa to nič ne ve, po celem na svetu poznajo ljudje. Pri nas na Žirovskem navada je ta, da glavico brihtno žirovec ima in vedno pripravne in pridne roke, pa zraven še dobro veselo srce in vedno pripravne in pridne roke, pa zraven še dobro veselo srce. Če hočete varno po svetu hodit, saj enkrat na našo plat morate prit, da boste kupili si gojzarjev par, Žirov pozabili ne boste nikdar, da boste kupili si gojzarjev par, Žirov pozabili ne boste nikdar. Nekaj čutim v zraku, nekaj novega, imam link za nebesa in password za dva. To je droga, ki uboga, se zgodi, kar si želiš. Pobegnime od vseh težav sveta. Vedno bom le tvoj.
Prišli na glasovo prejo o Alpini. Z njo bomo tudi v Gorenjskem glasu in med Žirovci počastili bližnjo 70-letnico naše tovarne. V uvodu smo si ogledali kratek dokumentarni film o njeni zgodovini. Moški pevski zbor nam je pod vodstvom Andreja Žaklja zapel 3 pesmi, zdaj pa sledi tisto, kar je na glasovi preji običajno, in sicer javni intervju z gosti. Tokrat so naši gostje kar 3, in sicer gospa Petra Majdič, nekdanja smučarska tekačica, ki je v čevljih Alpina zmagovala na največjih tekmovanjih. Potem gospod Bojan Starman, nekdanji direktor, in gospod Bojan Gantar, sedanji direktor Alpine. Z njimi se bo pogovarjal gospod Miha Naglič in jih kar prosim na oder k besedi. Dober večer vsem, še enkrat. Na začetku mogoče bo kakšna tehnična težava, potem bomo pa že. No, preden gremo naprej, bi rad malo pokomentiral to, kar smo že videli in slišali v začetku. Najprej sta bila 2 dokumentarna filma. Eden je bil filmski obzornik, to se verjetno starejši med vami še spomnite, kako je bilo včasih v kinu, ko še ni bilo televizije, ko smo v kino hodili, je bil na začetku filmski obzornik, in so bile noter take pomembne
vesti, iz družbenega dogajanja in zgleda, da je tudi tovarna, takrat je bila še tovarna športnih čevljev Žiri, takrat, ko so v Žireh odprli novo tovarno, ki je bila pravzaprav tudi prva nova tovarna na slovenskem podeželju, je zbudila dovolj veliko pozornost, da so ji namenili en del filmskega obzornika. Ta film bi morali vprašati, ta film ste videli tam desno zgoraj, SFA, to pomeni Slovenski filmski arhiv, ki je del arhiva Slovenije, tam ga hranijo. Zdaj iz tega posnetka ni razvidno, kdaj je nastal, ampak verjetno že kar brž po odprtju. To je bilo na Veliki Šmarn leta 1948, to se pravi, verjetno jeseni leta 1948 je ta film nastal, ki je danes pravzaprav prikazuje pionirske čase Alpine in je zelo simpatičen. No, ta drugi film, ki ste ga videli, je pa nastal v sklopu naše muzejske razstave o Alpini in ga morate tako tudi gledati, ker ni bil narejen za samostojno predvajanje, kot je nocoj, ampak je tam v tisti sobi, ker je predstavljena Alpina, je tudi ekran in na tem ekranu se ta film lahko ogleda. No, potem nam je pa zapel še moški pevski zbor Alpina, spet Alpina, pod vodstvom Andreja Žakla. Andrej me je prosil, naj jih opravičim, ker so brž po nastopu odšli, imajo še en zahteven odstop v bližnji prihodnosti in so zdaj odšli na vajo. Zapeli so nam 3 pesmi, Žirovsko himno, ki smo jo nocoj slišali kar 2-krat, enkrat na filmu, drugič pa še od njih. Potem so še eno pesem, kjer so pokazali svoje mojstrstvo, da so kos tudi sodobnejšemu repertoarju. No, na koncu je bila pa ta popevčica Lahek prožen je korak, ki je bila pa nekoč del enega zelo predvajanega oglasa za Alpino, in ima tudi zanimivo zgodbo. Ko sem bil pri vojakih, je bil moj vojaški tovariš Gregor Velkavrh iz Zobale in potem kmalu ko sva odslužila, sem ga šel obiskat in je pri njemu, smo bili v eni družbi, se je pojavil tudi njegov brat, sem mu povedal, odkot sem in je rekel, ja, saj smo pa Žiravci, pa za Alpino sem imel tudi en kontakt, je pa ravno on bil avtor teh verzov, to je ta Bojan Velkavrh, ki je, mislim, par let nazaj je umrl in je avtor nekaterih najbolj znanih slovenskih popevk. Tako, toliko za pojasnilo za nazaj. Zdaj pa gremo naprej. Kot rečeno je, Glasove pereje so po zvrsti javni intervju pred publiko, potekajo že od leta 1988. Ustanovitelj je žirovski rojak Viktor Žakelj. Jaz jih vodim v zadnjem času, ta je že 124. In nekaj jih je bilo tudi v Žireh. Tudi leta 1997, ko je bila 50-letnica Alpine, je bila preja v Alpini, samo ne v tako velikem auditoriju. Takrat smo pledli kar v gostilni pri županu. Gosta sta bila 2, prvi je bil takratni direktor Franci Mlinar, od nekdanjih direktorjev je bil pa takrat Izidor Rejc. No, nocoj pa, kot rečeno, sta spet 2 direktorja, od nekdanjih je Bojan Starman, potem sedanji direktor Bojan Gantar in pa naša posebna gostja je pa Petra Majdič, pa bomo z njo kar začeli, ker dame imajo prednost tudi v Žireh. Veseli smo, da ste nocoj z nami. Verjetno tudi vi želite najprej pozdraviti to občinstvo, ki... Najprej tudi, tako kot predstavljeno, v veliko čast in ponos mi je biti danes med vami. Vedno, ko pač pokliče Alpina, in to tokrat je bilo, poklicala oziroma napisala mi je mail Nives Markel, je vedno tudi moj partner, je vedel, ko je Alpina, bo Petra šla.
In tako nekako še zdaj izgleda. Ja, nikoli nisem pristala na drugih čevljih, ne glede na to, da so me zelo vabili, prosili, nekateri zelo zahtevali, ampak alpina je bila vedno zapisana s posebnimi črkami v mojem in spominu in v bistvu v moji karieri. In ko sem razmišljala, kaj bom jaz danes napravila, sem si umislila rdečo šminko. Sem rekla, gremo alpino, rdeča barva, kdorkoli pozna alpina, drži. Tako da hvala, da sem danes lahko med vami in hvala, da nikoli ne obupate. Pa vedno stojite ob strani zmagovalcem. Hvala. Nam mogoče lahko obudite za začetek, kakšen spomin na začetke vašega sodelovanja z alpino? A je to že dolgo? Ja, to je pa že kar zelo, zelo dolgo. Takrat še niste bili tako poznani, verjetno. Ne, saj ravno ta prvi spomin je, da niti svojih čevljev nisem imela. Bili so eni pohojeni, shojeni, alpinini tekaški čevlji, takrat rumene barve, rumeno-vijolični. In nekako sem jih podedvala, ampak se nisem nič pritoževala. Verjetno je bila kar ljubezen na prvi pogled ali pa na prvi občutek. Kot otrok seveda, takrat sem bila stara 10-11 let, takrat so bili tudi moji prvi tekaški koraki narejeni na njih in se spomnim, da bila sem strašno ponosna na njih. Tako da nekako smuči si vedno lahko menil, ampak čevlji so se ti pa zdeli, da to mora pa biti tvoje. Tako da to so tisti moji prvi spomini, zelo živi, da se točno spomnim barve čevljev. Pa do tega, kar verjetno velika večina ne ve, koliko takih poznih popoldnevov, mrzlih popoldnevov sva z Lojzetom Oblakom, žal pokojnim, preživela na Pokljuki. V testu novih čevljev, novih izboljšav, novih opetij in moram reči, že bil nekoč me kliče, prav, Petra, nekaj novega imamo. Moraš priti, pa se nekaj, pa ne smem povedati. In potem je bila nova vez, takrat so jo razvijali novo vez, enotočkovna, zanimiva stvar, ampak zdaj sem se spomnila tega, ker so dejansko začele nove rotafele vezi mečkam posnemati sistem, ki ga je on imel že 15 let nazaj v glavi, kako bi to potekalo. Tako da zdaj, ko to gledam, se spomnim vedno na njega in rečem, res ste bili vedno napredni, bistveno pred konkurenco. Tako da, ja. No, omenili ste Lojzeta, se mogoče spominjate še katerih ljudi iz Alpine, s katerimi ste bolj pogosto prihajali v stik? Ja, moram reči, da Lojze je bil z dušo in telesom pri Alpini, to je dejstvo in je bil kar ikona Alpine. Tako da ja, tudi gospod Markel, v bistvu tudi nasledniki Lojzeta, tudi zdajšnja generacija z Vasjetom Rupnikom, midva sva tekla skupaj, bila v reprezentanci, tako da ja, spomnim se veliko ljudi in z vsemi imam pa isto točko, to, da smo se imeli vedno fino. Ne glede na to, ali smo uspeli nekaj novega stuhtati ali nekaj novega sprovesti, vedno imamo v glavi, da smo bili pa vsi zelo srčni, pa vsi so se zelo trudili. Je Bojan Starman takrat že bil direktor, ko ste vi začeli? Ne, oziroma veste kako, tako kot ste prej omenili, nisem bila še toliko poznana, tako da nisem imela priložnosti spoznavati takrat v prvi fazi direktorjev. Vse kasneje so me vozili direkt k direktorjem, ampak prej pa ne, prej sem šla pa v proizvodne hale. Aha. No, jaz se pa spomnim enega prizora pred kakšnimi 10 leti, ko je bil eden od tistih dneva odprtih vrat, ko so tovarno odprli in smo bili v prvem nadstropju, tam, je šivalnica vzorčne obutve. Tam, ko pride Petra Majdič noter in vse delavke grejo po koncu in skoraj vas objemajo, čestitajo, ne vem. En tak prizor je bil spontan tega lepega stika med vami in delavkami, ker niso bile pomembne za tekmovalni šport, ampak očitno ste imeli nek tak pristen kontakt. No, tudi. Ja,
to je vedno držalo, ampak jaz tukaj se ne morem z vami strinjati, da niso imeli neposrednega vpliva. Verjamem, da čevlji, s katerimi sem jaz tekmovala, so šli res čez mnogo rok, predvsem pa miselno nas je to nekako povezvalo, da smo ena ekipa. In sem absolutno prepričana, da so vsi takrat čutili, ko sem jaz tekla, pa se je svetlo rdeče pod nogami, ne, da to ni bil ogenj, ampak to so bili alpini čevlji in da so bili vsi zaposleni takrat tako ponosni na to, da in so se čutili, pa tudi jaz sem se pač čutila, da so jih oni izdelali. Zame ni bila, ne vem, točno določena oseba, točno določen robot. Zame je pač alpina bila vedno kot celota in nekaj drugega je bilo, en tak spomin zelo močen, ki me je stalno povezoval. Ne glede na to, kakšne so bile proizvodne hale, ne glede na to, kakšna so bile skladišča, izdelki so bili vedno tako vrhunski. In ravno to zdaj, ker je pač vse modernizirano, vse mora biti zgloncan, lepo, kako ne rečem, shiny, kiči, vse lepo, tudi proizvodni obrati, tisti najboljši čevlji so prihajali iz tiste stare proizvodne. Tako da mora biti mečkan dišati po obrabljenem in verjamem, da te delavke zaposlene v Alpini so se čutile z mano povezane z razlogom. V muzeju imamo tudi en par vaših, to se pravi alpininih čevljev, na katerih je vaš podpis. A mogoče veste li iz katere dobe, a je to mogoče celo iz Calgaryja ta par? Ne, ni iz Calgaryja, je pa iz Vancouvra, ja. A iz Vancouvra, ja, no. Dejstvo je, da... A ste v tem paru padli v tisto jamo? Ja, a ne? Ja. Pa zdaj jih morate vsak dan gledati, a ne? Ja. Ti smola ti. No, ker to je potem še večja trofeja, a ne? Ja, sej, ampak ne, dobro, da sem ven zlezla, ker če ne bi tam not ostali. Tako da, ja, pot iz Vancouvra do Alpinine so kar mogli daleč priti. Je pa res, da vsi so želeli kasneje te čevlje, vsi so želeli palce, vsi so želeli smuči, pa dres seveda in pa štartno številko tisto. Ampak večina je še zmer pri meni, samo čevlje smo pa dali res v Alpino. Ja. Ob tem, ker to bomo zdaj še bolj s ponosom poudarjali, da so prav z tega dohodka. Ne preveč ponosen, ker zihar še malo smrdijo po Švicu. Ja. Ob tem se spominjam namreč tudi na to prigodo izpred let. V muzeju imamo tudi en par tistih čevljev, ki so bili narejeni za Everesta, ne za naše alpiniste, ki so šli 79. leta gor, ampak to je bil, mi imamo vzorec, ni tisti čevlj, ki je bil dejansko gor na vrhu. Ne. Je pa pred leti vdova Nejca Zaplotnika poklicala v Gorenjski muzej in je pravila, da tudi nekaj pospravila doma, da ima tisti par, v katerem je bil na Everestu, če ga čeja ometa, ne, in tako je dobil Gorenjski muzej. Ne. To sem hotel reči, ima večjo težo, če je povezan z neko zgodbo, kot če je vzorec, ki je bil ves čas v žireh. Ja, ja. No, pozneje se še vrnemo k vam, zaenkrat hvala. Zdaj, če gremo po vrsti, Bojan Starman. Ti si bil direktor tudi takrat, ko je razpadala Jugoslavija, ko je razpadala Sovjetska zveza. Takrat so bili tudi težki časi in ste pač jih nekako premagali, mogoče kaj o teh časih. Najprej prven lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem z Alpino živel kar precej časa. Zaposlil sem se leta 1974. Že prej sem hodil v Alpino kot pripravnik, bil sem štipendist. Najbolj se pa spomnim, kako sem z veseljem, ko so me poklicali, se usedel v avto in šel z takratno finančno direktorico po denar v Škofjo Loko na SDK. Ena dva velika kufra smo pripeljali v žiri, da se je potem razdeljevalo, takrat se je vse delilo še v gotovini. No, 74. leta sem se zaposlil in tukaj ostal do 96. leta. Dal sem
vse faze v podjetju, praktično sem delal v različnih oddelkih, največ na marketingu, tudi v proizvodnji, vodja proizvodnje sem bil in sem zelo bil vesten učenec v vsem obdobju, tako da sem se veliko uspel naučiti od kalkulacij, od razvoja, od kaj je vse pomembno in spoznati, kaj je Alpina, tudi na nek način, kaj so njeni problemi in kaj bi bilo treba narediti takrat, ko so me 88. leta poklicali, da bi postal direktor. Malo me je skrbelo, prevzel sem, niti približno se mi nisem enalo, kaj sem prevzel. Situacija je bila res takrat že precej težka in potem po razpadu Jugoslavije je pa še posebej nas postalo praktično nemogoče za preživetje. Vendar sem imel srečo, to, kar sem prej povedal, zelo sem se pridno učil in si nabral kar precej izkušenj. Okoli sebe sem si hitro postavil ekipo, s katero smo zelo dobro sodelovali, Franci Mlinar, Franci Kavčič, Markel, Rejc za proizvodno, se ne bom Aleš, ki sem ga prej videl, Dolenc. Skratka, postavil sem Mišo Čepla, ki je bil še takrat. Postavil sem eno ekipo, s kateri smo zelo dobro sodelovali. Jaz sem vodil, dajal predloge in seveda smo se lotili ene težke preobrazbe podjetja. Takrat, ko sem prevzel podjetje, je bilo kar globoko zadolženo. Praktično večina delavcev v Alpini ni vedelo natančno, v kakšni situaciji smo, vendar je bilo potrebno, kreditov nismo več dobili, prosili smo razne, da bi nam pomagali. Potem pa se je videlo, potem je prišlo pod razpada Jugoslavije. Tam smo pa izgubili veliko premoženja, veliko trgov, ki so bili zelo donosni in tako naprej. In če ne bi mi se lotili tako obsežne preobrazbe, ki smo jo dokaj uspešno izvedli, praktično ne bi mogli preživeti. Noben nam ni pomagal, vidi se, kaj se je dogajalo v Sloveniji, vsa delovna intenzivna branža je praktično propadla. Naša država je zastavila en koncept tržnega gospodarstva, en fiskalni koncept, kjer je preveč stroškov, preveč je obremenila delo in to nas še zdaj tepe. In to se je pokazalo, kako so delovno intenzivne branže začele propadati, ker enostavno niso mogle biti konkurenčne. Ta razpad Jugoslavije je bil samo pika na i, ki je pripeljal praktično, mi smo zelo močno mrežo imeli, veliko je bilo zalog. Tudi krediti so bili v teh zalogah, ki so njim bili praktično ukradeni, nismo imeli več od tega. Vse to, kar smo proizvedli, peljali v naše trgovine, nismo dobili nič od tega in ostali so samo dolgovi. Potem pa še bolj pomembno kot to so bili pa trgi, ki so se izgubili. Mi smo, povedano po pravici, v trgovinah bivše Jugoslavije s svojimi izdelki krepko lepo zaslužili. Ravno tako tudi z izvozom v Sovjetsko zvezo in v druge vzhodne države. Za primerjavo bi povedal, da takrat so bili marke in fenige, ko smo računali na minuto, da smo z izvozom enega para čevljev v Rusiji zaslužili 1 evro na minuto, v Ameriki pa naprimer 10 fenigov na minuto. S tem, kar smo zaslužili na Zahodu, praktično nismo mogli pokrivati velikokrat niti materialnih stroškov, kaj šele, da bi pokrili vse stroške z delom ureta. In čez noč smo tisti del proizvodne izgubili, ki je donašal, v povprečju je bilo potem nekje, da smo skozi ne s kakšnimi velikimi dobički, ampak smo preživljali, smo lahko nekaj investirali in tako naprej. To je čez noč izginilo. In seveda smo bili pred dilemo, kaj narediti. In odgovor je bil jasen. Mi moramo poceniti proizvodno, biti konkurenčni
in praktično kompletno izgubo teh donosnih trgov nadomestiti z povečanim izvozom na zahod. Drugi so pričeli odpuščati, mi smo seveda pričeli z bistveno večjim izvozom na zahod in nadomestiti, tako da ni bilo v Alpini treba zaradi razpada Jugoslavije nobenega odpustiti. Seveda smo pa morali 5 parov prodati na zahod, da smo zaslužili to kot prej z enim parom. Zato smo morali se lotiti ogromno tega programa, mi smo zmanjševali režijo, povečevali produktivnost, zmanjševali stroške materijala. Povem, to so bili stvari, ki jih povprečen delavec ni opazil, kaj se je naredilo. 400-350 ljudi je bilo premeščenih iz tako imenovanih režijskih del v proizvodno. Materialne stroške na par obutve smo iskali vse rezerve povsod pri dobaviteljih in povprečni par obutve je bil prej 28 mark na par, potem je bil 17 mark na par samo materialnih stroškov. Potem produktivnost. Mi smo delali 3-4 pare na zaposlenega, merjeno v cel kolektiv, ki je bil takrat približno 1800 vseh zaposlenih. Mi smo z vsemi postopki zviševanja produktivnosti dosegli, da smo delali po 2-3 letih, da smo delali 9-10 parov, še zmeraj manj kot na zahodu, ampak to je nas rešilo, vsi ti ukrepi in vse te spremembe in še preostalih stroških, tako da smo postali konkurenčni in ne samo, da smo preživeli to obdobje, da smo edini, ki smo preživeli praktično to obdobje razpada Jugoslavije, da smo v tem obdobju celo pričeli vračali kredite in zmanjšali zadolžitev v podjetju. To je bil pač eno obdobje, o katerem se je malo kdo se je videl, kakšna težko stvari razen omenjenih kolegov, pa mogoče kdo bolj natančno spremljal te dogodke, vendar na zunaj se ni videlo. Ni bilo odpuščanja, ni bilo ne vem kakšnih plač v Alpini nikoli, ampak bile so redne, kljub temu, da dejansko nismo imeli prav nobenega denarja. In nekje smo s tem omogočili, da je podjetje preživelo, ob tem smo pa delali tudi lastninsko preobrazbo. To je bilo pač, Slovenija vzela model lastninjenja, vsi smo dobili certifikate in mi smo ocenili podjetje, kot je bilo potrebno in s certifikati so delavci odkupili 60%, kot je bilo možno in zadeva, jaz osebno se nisem ukvarjal, veliko več s tem je bilo dovolj dela s podjetjem, sem pa takrat to lastninjenje, nov kapitalizem, lastnina in ti certifikati, ki so tako prišli, ljudje niso vedeli, kaj bi s tem, in praktično so bili pripravljeni delnice ali pa karkoli prodajati za bagatelo, za prenisko vrednost. In ko sem jaz to videl, da se to v Alpini dogaja, sem napisal zelo znan informator leta 1994, ki je bil praktično v tej knjigi o Alpini ponovljen skoraj v isti vsebini, kot je bil takrat napisan, kjer sem vse delavce opozoril, kako je z lastninjenjem. Rekel sem, ne prodajati svojih certifikatov oziroma kasneje delnic alpinskih, seveda tudi ne za prenisko ceno, ker težko je bilo do tega priti in poskušajmo obdržati to podjetje v svoji lasti in v lasti bivših zaposlenih. Seveda, takrat je bilo še prezgodaj razmišljati, da bi kaj odkupovali od tako imenovanih investicijskih skladov in od države, kada posoda, ki so imeli 40% lastnine. Tako da sem jaz napisal, da opozoril v tistem informatorju, sem rekel, ni problem, kapitalizem je kapitalizem, menjajo se lastniki. Če je zadeva taka, da nov lastnik pride in zažene nov denar v podjetje in tako naprej, potem je to samo razvoj naprej. Sem rekel, če pa nekdo bo prišel prepoceni do podjetja, potem bo pa tudi
tako ravnal z njima, da ne bo preveč dober gospodar. In seveda takrat sem jaz moral zaradi tega iz Alpine iti, pač nekateri so imeli druge poglede in sem bil kar razočaran, ker se ni videlo tisto, kar smo se trudili in ustvarjali, bolj se je pa nekje so se pa ljudje bili pripravljeni in so dejansko nadaljevali s to svojo prodajo. Jaz sem takrat odšel, zastavil novo pot. Alpina pa od takrat naprej so se pač sprovedle te lastninske preobrazbe. Verjetno je problem je bil, ker se je podjetje preveč zadolžilo, preveč se je pobiralo iz podjetja, premalo investiralo, ostali so dolgovi in seveda potem je to prevzela država in lansko leto se je zgodil res en lep punt v Žireh, ki delavci so sprevideli, da so na zelo napačni poti, da je treba v podjetju nekaj narediti, da tako ne gre naprej. Mene so tudi poprašali za nekaj nasvetov, zaposleni v Alpini. Jaz sem rekel, to pa res ne gre naprej. Če bo se nadaljevala ta politika, kot so je postavili svetovalci in takratno vodstvo in vse skupaj, sem rekel, to ne more biti več kot 1 leto. In dejansko, če se takrat ne bi zgodilo tega, da ne bi se zamenjalo to vodstvo, da ne bi odšli ti svetovalci iz Žirov, se ne bi mogli danes tukaj sedeti in pogovarjati o Alpini, ki je ne bi bilo več. Zelo bi bilo škoda, slišali smo, vemo, kako smo vsi navezani na to in seveda smo zelo veseli, da smo imeli srečo, da smo dobili Žirovca za vodjo. Zelo se trudi na svojem delu, težka bo še pot, veliko je še dolgov, veliko je še težav, vendar so dogodki odvijajo v pravi smeri, rezultati se izboljšujejo, tekoče poslovanje je pozitivno. Treba bo še povedati tem našim lastnikom, da čisto vsega, kar še terjajo od nas, nikoli ne bomo vrnili, ker bomo morali del denarja usmeriti za določene stvari, za razvoj. Zdaj se že povečujejo obsegi proizvodne, delajo se močne aktivnosti na razvojih in seveda bomo lahko še kdaj še naprej ponosni na tovarno in seveda na njene izdelke. Toliko. Hvala Bojanu Starmanu. Prihranil si mi kar nekaj dela, ker si svojo pripoved kar zaokrožil v zgodbo, tako da zdaj ni potrebno zaenkrat dodatnih vprašanj. Zdaj pa še k drugemu Bojanu, kar 2 sta nocoj za omizjem. Tvoja zgodba je pa precej drugačna od njegove. On pravi, da je ves čas bil v Alpini povezan z njo, ti pa si prišel v Alpino, si bil v Žireh ves čas, v Alpino priješ pa šele pred 1 letom. In iz čisto druge vrste gospodarstva, hidrija, trimotrebne, to je bolj kovinsko predelovalna reč. Kako si doživel to spremembo, to novo okolje? V bistvu za mene dobro večer, pravzaprav najprej. A se lahko še malih Petri vrnem pri nadaljem. Resnično sem vesel, da je Petra danes z nami in to zvečer. Veste zakaj? Zaradi tega, ker jaz, ko pridem zjutraj v službo, pa grem postopno v podjetje, pa najprej zagledam Petro. Pa grem v pisarne, pa vidim Petro, pa grem v proizvodne, pa vidim Petro, povsod je Petra. In pa sem zadnjič že prav razmišljal, da najbrž povsod tam, kjer zdaj visi slika Petre, je včasih visela slika Tita in zdaj so pa zamenjali za Petro. Tako da sem vesel, da Petro še zvečer vidim. Ne, je žena tudi vesela. To se pravi, ko prideš v Alpino, se ti najprej prikaže Petra Majdič. Tako, ja.
Takoj, ko sem prišel v Alpino, je v bistvu nisem uspel opaziti na steni, zaradi tega, ker je bilo dobesedno pogorišče, tako kot je že gospod Starman prej omenil. Ne bi rekel, da je bila sicer za mene Alpina neko presenečenje, ker sem praktično od leta 2001 se ukvarjal s podobnimi zgodbami. Sicer tako sem lahko rečem, imel kar srečo, da so bile od začetka manjše zgodbe podjetij, ki so pač zahajala v težave, pa na koncu že 2 leti preden sem prišel v Alpino, ki je bila podobno velika zgodba, s podobno razvejano prodajno proizvodno mrežo, govorimo o Trimu na Dolenjskem. In v šali včasih rečem, da tisti, ki so bili lastniki Trima pa Alpine, najbrž so skupaj v šolo hodili, ker so se še zadolžili, so se enako veliko, pa celo iste načine so uporabljali, kako denar ven spraviti. Tako da za mene zgodba Alpine, seveda, bil je, no, mogoče še prej to povem, da sem leta 97, ko sem iskal prvo službo, sem si postavil samo en pogoj, da nikoli ne bom zaposlen v žireh. Ampak po 19 letih sem prekršil to lastno pravilo, ali kako bi temu rekli, sem pojedel zarečeni kruh, ampak sem ga lahko pojedel, no, tako kot sem rekel, napravil sem si določene izkušnje, ki jih v Alpini lahko zdaj s pridom izkoriščam. Ja, zadnjič, ko smo se srečali prav za to prejo, si eno zanimivo razlago povedal, da je Alpina zdaj že 4. kupuje samo sebe. Ja. In katero podjetje na svetu od teh najbolj uspešnih, ne vem, Coca-Cola, Microsoft, bi sebe 4-krat plačalo, postaviš retorično vprašanje. Zdaj pa te prosim, da razložiš, zakaj ravno 4-krat. Zgodba je dolga, tako da me skrbi, da bojo poslušalci zamudili odmeve, ampak bom vseeno probal skrajšati. Ja. Najprej me veseli, da ste že povedal, da nobeno svetovno, globalno podjetje, nobena slovenska gazela ni sposobna sebe 4-krat plačati. Alpina se plačuje, no, če bomo pa še kaj na to temo, bom lahko povedal, da se trenutno ne, še 4. Namreč zakaj je 4-krat? Tako kot smo prej videli na posnetku, na filmu, so žirovci zgradili to podjetje, naši starši, stari starši, vaši starši so to podjetje zgradili. Kaj se je zgodilo za tem? Leta 2006 so prišli pač v podjetje tajkuni, ki so kupili podjetje z denarjem od podjetja. Mimogrede, ko lahko kdorkoli v tej dvorani kupi podjetje, problem je samo to, da pač ljudje v dvorani, tu vsi mi imamo neko moralo, oni jo niso imeli in so si tu lahko privošili. Zadolžili so podjetje in ponovno so ljudje zaposleni še drugič plačevali to podjetje, to isto Alpino, na kar se je zgodilo pač teh privatizacij neposrečenih je bilo preveč, banke so odpisovale terjatve, banke je bilo potrebno skoraj 4 milijardami dokapitalizirati ponovno, kdo je plačal to dokapitalizacijo, davkoplačevalci, med drugim tudi tretjič zaposleni v Alpini, ker pa očitno Alpina vseeno ima neko moč, ima neko čvrstost, tudi zdaj po 11-12 mesecih, kar sem v Alpini lahko tudi trdim, so prenesli terjatve teh bank do Alpine, so jih prenesli na slabo banko in kljub temu, da je bilo vse dokapitalizirano, Alpina še 4. plačuje te privatizacijske kredite. In tako da dejansko trdim, da nobena slovenska gazela, noben slovenski biser se pač ni sposobni 4-krat plačati sam sebe. Tukaj lahko poudarim, da mislim, da leta 2014, ko je bila ta prisilna poravnava, je bil narejen določen haircut oziroma se je del kreditov odrezal, ampak niti približno se ni odrezal nivo kreditov, ki so bili vzeti za namene nečednih poslov. Mislim, da je bilo takrat 12 milijonov. Danes, ko kupujemo
sicer posamezne nove stroje, menjamo stroje stare 30 let, menjamo določeno infrastrukturo staro 35 let, pomeni, da od vseh tistih silnih milijonov, ki so jih pač privatizacijski tajkuni vzela, ni končalo nič v podjetju, ni ostalo za potrebe razvoja, marketinga, novih tehnologij. Tako da je Alpina lahko zelo ponosna na se, da se je 4-krat plačala. Ja, zakaj pa prav? Človeku, ki ni vešč v financah, v bančništvu, nekako ni jasno, zakaj mora pravzaprav Alpina in njeni delavci plačevati te dolgove, če je pa te dolgove napravil lastnik, ki se skriva za firmo Alpina Holding v Ljubljani. Zakaj mora pa Alpina v Žireh to plačevati? Tebi je verjetno bolj jasno, ker imaš vpogled v anatomijo tega dogajanja. Jaz se nisem podrobno spuščal v holdinško zgodbo, ki je zdaj pač v stečaju, del tistih kreditov Alpina Holding ne bo poravnala. Zakaj mora pa Alpina plačevati, tudi jaz sem težko razumel, tako da sem šel svojo zgodbo do tistih, ki pričakujejo, da bo Alpina vse plačala in s njim razložil, da Alpina... A to so banke predvsem? To so banke. In smo bankam povedali, da Alpina bi po nekem takem mukotrpnem scenariju lahko velik del teh kreditov, ki jih trenutno nosi, tudi plačala, ampak ne more biti namen, da plačujemo te privatizacijske kredite, namen more biti, da banke razumejo, da Alpina ima enormen potencial za razvoj in da je treba del teh kreditov odrezati in posledično sredstva preusmeriti v razvoj, v marketing, povečan obseg sredstev nameniti za investicije, za nove tehnologije. Tako bomo letos investirali okvirno 2 milijona evrov, samo v zadnjih 6 mesecih smo 600 tisoč evrov, kar je za eno tako podjetje, nekoga imajo vsi za zelo ubogega, kar že velik denar, ampak kot sem rekel, do konca v celem letu bomo 2 milijona evrov investirali. In tisto, kar je meni najpomembneje, investirali bomo v zaposlene. Tudi tisto, kar je bilo v izobraževanje, v motivacijo zaposlenih, tisto, kar je bilo pa, saj tako je moje videnje, najbolj grobo zapostavljeno v zadnjih letih. Tako da, tako je moje videnje te zgodbe. Lani, ko smo to knjigo delali, je bilo enkrat na spletnem portalu siol.net Planeta, je ena skupina novinarjev, med njimi je tudi dobro znani Primož Cirman, raziskovalec teh takih zgodb, napovedala, da bodo to raziskali, da je sodišče naložilo SDH-ju, da mora pokazati vso dokumentacijo povezano z prodajo Alpine in ETRE 33, v katero je vpleten idrijski kolektor tudi. In zdaj pred par dnevi so spet ponovno povedali, niso pa še nič, ne vem, mogoče tebi kaj več znano o teh. Zdaj bom poskušal malo odgovoriti, pa biti vsem profesionalen. Kar se tiče teh kreditov, pa teh privatizacijske zgodbe, pa leta 2006, pa tako naprej, je mene najprej razjezilo, pa užalostilo to, da se pač od leta 2011, ko so se določeni akterji umaknili, ni zgodilo nič. Da niso tisti, ki bi takrat mogli zaščititi podjetja, niso zaščitili. Ker takrat bi se dalo še bistveno več postoriti. Ni pa tudi sedaj nič prepozno. Mi smo takoj v sredini lanskega leta enostavno poklicali tiste, ki so za to odgovorni, jim predali vso dokumentacijo. Prosili smo jih, glede na to, da je bila Alpina že v negativnem kontekstu izpostavljena, že v začetku leta v negativnem, predvsej bilo publicitete, nismo si želeli še enkrat publicitete, zaprosili smo, da prevzamejo dokumentacijo, da preiščejo zadeve.
In kolikor je meni znano, je v zgodbi Etere 33, pa s tem povezanih privatizacijskih tajkunov tudi vključena tudi zgodba Alpine. Ni vključena. Kolikor je meni znano, je vključena. Je vključena, no. Ker pa je, da skupni imenovalec obeh zgodb je pa ravno Branko Podpečan kot oseba. Tako je. Ja. Oče in sin. No, sej to, če bojo, napovedujejo, da enkrat bojo objavila, kaj je na tem. Zdaj v bistvu, ni v bistvu več v tem, kakšno pa je zdaj vzdušje v Alpini oziroma stanje, s tem ne mislim samo finančnega stanja, ampak tudi vzdušje med zaposlenimi, a je kaj boljše, kot je bilo 1 leto nazaj. Slišim, da je, no. Ja, jaz nikoli nisem zadovoljen, kar se tiče vzdušja. Se mi zdi, da smo še vsi malo ranjeni od vsega tega, kar je bilo. Komunikacija je še zmeraj problem. Jaz govorim zdaj moje videnje. Komunikacijo še zmeraj moramo izboljšati, jo lahko izboljšamo. Mislim, da se tega skupaj z zaposlenimi učimo, da si lahko zaupamo. Jaz sem enkrat celo zapisal, mislim, da v delu življenja, da se zavedam, da je na meni, da prepričam zaposlene, da mi lahko zaupajo. Zdaj po 11 mesecih, kar sem v Alpini, sem nekako že pričakoval, da bo to zaupanje že zgrajeno, pa imam včasih občutek, da sem še bil lihmička neuspešen, tako pa se bom zdaj tukaj še enkrat zavezal, da se bom še naprej trudil v tej smeri. Mislim, da je boljše vzdušje, tisto, kar zmeraj poudarim, ponovno se ukvarjamo z čevlji in ljudmi, ker z obojno se je treba ukvarjati. In ja, tudi poslovanje je boljše. Poslovanje je boljše, leto smo začeli pozitivno, skupaj z zaposlenimi smo v drugi polovici lanskega leta bistveno znižali stroške poslovanja na številnih področjih, od bistvenega znižanja stroškov repromateriala, znižani stroški nekakovosti, dvig produktivnosti. V letošnjem letu planiramo še nekje za 1 milijon evrov znižati stroškovni del, pa nekje napovedujemo in zdaj v tem obdobju lahko že kar z gotovostjo rečemo, da bomo dosegli nekje 10% prodajne rasti. Tisto, kar pa ni za pozabiti, no, ali pa za zanemariti, je pa dejstvo, da je bilo leto 2016 tudi leto čiščenja bilanc, kar pomeni, da sledijo ogromni odpisi iz naslova slabih terjatev, iz naslova naložb, iz naslova sanacije starih zalog. Menda so, ko smo sodelavci sanirali staro zalogo, smo najdli čevlje tudi iz leta 1989. Vse to bo pomenilo pač velike odpise, kar se bo seveda odražalo v bilanci, ampak kot sem rekel, leto 2016 je leto čiščenja bilance z namenom, da v 2017 dejansko pokažemo, kako Alpina lahko posluje. In tisto, kar bomo na naslednjemu nadzornemu svetu gospodu Starmanu tudi pokazali, je, da bomo dosegli plane, v katerem smo se zavezali v sredini lanskega leta, kar pomeni, da bomo realizirali EBITDA nekje na nivoju 5 milijonov, preko 5 milijonov evrov. Se pa spomnim, da je gospod Starman takrat je tako malo komentiral, sicer malo bolj potihno, ampak ste komentiral, se tukaj pa napovedujete skoraj kot odmetam. No in še eno vprašanje, najmanj eno, ki ljudi verjetno tudi zelo zanima, kako kaže Alpini v prihodnjih letih. Namreč sedanja lastnica DUTB, Družba za upravljanje terjatev bank, za to družbo je znano, da ni njen namen tudi po zakonu, ne, da bi bila trajni lastnik teh podjetij, ki jih prevzame, ki so zadolžena, ampak da jih čim bolj sanira in potem proda drugemu lastniku, ne, tistemu, to je prehodna lastnica, če prav razumem. Ne. To se pravi, da slej ko prej Alpino čaka naslednja prodaja, če prav sklepam, ne vem. Zdaj, najprej je prav, da izpostavim, pa da ne pozabim tega povedati. Moram poudariti, da DUTB kljub takim in drugačnim občutkom, ki jih ima splošna javnost okrog DUTB-ja, moram reči, da Alpino podpira in tudi dobro podpira v temu procesu prestrukturiranja. Je tudi dejstvo, ne, tako kot sem prej malo nakazal, da je Alpina v lanskem letu
izpolnila vse obljube, ki jih je lastniku dala, se pravi, smo poslovali skladno z plani in v začetku leta Alpina pospešeno vlaga v nabavo repromaterijala, generira proizvodno za zimsko sezono, potrebujemo več obratnih sredstev, in tukaj nas lastnik podpira. Tako da lahko rečem, da v tem primeru zdaj DUTB ni slab lastnik. Glede dolgoročnega lastništva DUTB, če je bil v začetku ustanovljen samo z namenom prodaje podjetja, se mislim, da v lanskem letu zakonodaja malenko spremenila in ima DUTB tudi nalogo prestrukturirati podjetja. In to tudi v primeru Alpine počne. Tako kot jaz vidim, Alpina bo zagotovo še nekaj časa v lasti DUTB-ja, potem pa obstaja možnost ali da Alpina gre na SDH ali pa da se dejansko išče lastnika, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da Alpina ostane v pametnih slovenskih rokah. Tako je pač moje osebno mnenje. Ko smo se zadnjič sestali v Alpini, si omenil, da bo mogoče danes že znana ena večja reč, ena večja novica. A je že ali še ni? Že ste me že tudi vprašali na to temo, ampak ni bilo pa medijsko eksplicitno izpostavljeno. Ja. Primer, ki se je zgodil mislim, da je bil Etra, da je bila na televiziji 2 tedna nazaj. Takrat, ko so se srečala, sem ravno dobil obvestilo po SMS-u. V smislu, da se dan D bliža. Zaradi tega sem prej tudi rekel, da kolikor je meni znano, je ta primer Etre 33 in Podpečanov, da je povezan tudi z Alpino. Hvala. Petra, zdaj smo vas čisto zanemarili, pa vas vprašam nekaj, kar ni v zvezi s športom. Vi pač z Alpino kontaktirate zaradi čevljev, ne? Drži, ja. A so se vas kaj dotaknile tudi te zgodbe, pač te, o katerih zdaj govorimo, te težave Alpine? Ja, absolutno, na 2 nivojih. Prvo je na mojem osebnem, jaz še vedno sem bila zadnja leta veliko peta v tujino in Alpina, če nekdo od vas ni bil v Skandinaviji, verjetno si ne znate predstavljati, koliko je znamka Alpina res prisotna v Skandinaviji in tudi priznana. Se verjetno to zgodbo glede Norvežanov poznate, ne? Da Norvežani so prepričani, da je Alpina norveška firma. Prvič je rdeče barve, ne? Drugič pa na Norveškem se toliko tekaških čevljev proda, da tudi, ko se jaz z njimi pogovarjam, je njim to razumljiv, da Alpina je norveška firma. Da oni ne dojamejo, da je to slovenska firma. Tako da to je prvi nivo, ki mi je bilo tako težko spremljati zgodbo z negativnim prizvokom, da pač Alpina nekako žalostno propada. Drugo pa je poslovni nivo, ki pač jaz se ukvarjam z distribucijo športne opreme, sem uvoznik znamke OneWay, finski proizvajalec opreme za tek na smučeh. Imam tudi fizično trgovino, 2 zaposlena in ne glede na to, da pač ta finska znamka ima svojo produkcijo tekaških čevljev, je bilo to vsem jasno že na začetku, da jaz bom prodala v svoji trgovini Alpinine čevlje. Tako da tukaj poslovno, kar se je poznalo v zadnjih letih, je, da toliko čevljev, kot sem jaz želela od Alpine, jih nisem mogla dobiti. Prej je bil razlog slaba proizvodnja oziroma slabe denarni tokovi, zdaj je pa spet problem, ne? In zdaj pa drug problem, da imate toliko robe prodane v tujino, da meni ne morete trgovine založiti. Tako da, glejte, vedno se me dotakne Alpina zgodba, tako da, ampak glede na to, da sem trenutno med 2 trenutno zelo pomembnima človekama od Alpine, pa upam, da se bomo za vrat izmenili, da boste te prvih meni v trgovino kaj poslali. Hvala.
Jaz imam še en predlog. Še ena rešitev je iz te težave, ki jo omenjate, da Alpino kupite vi. Pa bo pa prvi pogoj, da bojo vsi rdečo šminko nosili. Mal za hec. Ja, glejte, če bo kdaj prišlo do tega, da bo imela možnost verjeti v Alpino, bi mi jaz temu rekla, kot bojo verjeli zaposleni, kot bojo verjeli ljudje, ki sem jaz recimo tekla na smučeh, intenzivno imela kariero, skoraj 20 let, se čutim zaposlena tudi 20 let. Potem ja, rade vole, s pomočjo seveda ljudi, ki bojo verjeli v to zgodbo, pa bojo tudi delali to zgodbo. Takrat nimam težav pomagati. Hvala. No, zdaj vsa reči vidim, traja že kar pol drugo uro. Ponovadi je na glas, vsak od nas je nekaj povedal, lahko bi še besedoval velika, ne. Na glasovih prejah je tudi običaj, da lahko tudi poslušalce kaj vprašajo ali pa povejo kakšno svoje mnenje, bolj na kratko, če je mogoče med vami kdo, ki bi se rad oglasil in kaj dodal k temu, ali pa tukaj za omizjem še koga, kaj vprašal, je zdaj le priložnost. Sicer pa imamo še zunaj nekaj pripravljen, pa lahko še v pogovoru ob kozarcu kaj nadaljujemo. Če pa želite kaj dodati, pa je zdaj le priložnost. Ali pa od sogovornikov tudi. Ja, jaz, ko sem ženska, rada govorim, vam bom kar povedala. Jaz žal, glede na to, da to toliko časa traja, se veste, doma imam 2-letno hčerko pa 3-mesečno punčko, tako da bom žal mogla iti. Tako da, če me imate željo vprašati, me zdajle vprašate, lahko pa pač povem anekdoto. Telefon imam potihem. Moj partner je pa po 3 mesecih prišel zdaj domov, pa sem mu dala za nagrado punčko 2 let staro, pa 3-mesečno, pa da vidimo, kdo bo danes zmagal. Meni se smeji. Bi mogoče še od obeh Bojanov kdo kaj dodal? Jaz zdaj sem se spomnil, ko smo govorili o čevljih in o teh stvareh, tudi o razvoju v Alpini. Spomnim se, ki je prej gospa Petra omenila. Mi smo imeli kontrol sistem, to je bil začetek tega vezi pri tekaških čevljih, in nekje je ostal v predalih naš patent, gospod Demšar Janko in nekateri sodelavci so to prinesli. Če bi na primer to znanje tudi ustrezno zaščitili, bi bili praktično edini na svetu z vpetjem spredaj na tak način, kot je bil. Sam to povem, koliko so to pomembne, pa koliko stvari se je tudi tle v žireh dogajalo pa to. Jaz sem imel priliko veliko teh težav dati skozi, ena je bila tudi Salamonova tožba, 10 milijonov dolarjev so nam zahtevali od nas in ustaviti prodajo po celem svetu. To je bila katastrofa, sam nisem vedel, kaj bi naredil. Ta boljši strokovnjaki z tega področja patentnega prava v Sloveniji so bili praktični lahko samo prevajalci zadevam in tudi to težko stvar je bilo treba rešiti. S tem, da smo deloma plačali njegove patente, ker ni bilo možno zdržati stroškov sodbe, deloma pa prodali patent za vpetje tekaškega čevlja zadaj, to plastično panšeto, za $500,000. To je bila pa iztržek iz patenta, ki ga je Alpina dala. Pa naprimer tehnologijo, vsi pravimo Japonci, Japoncem smo prodajali tehnologijo, cel razvoj smo delali za njih in krepko so zaslužili na Japonskem. Se pravi, v teh ljudeh in v teh je bilo toliko znanja, inovacij in vsega tega, da je tudi to eden od razlogov, da še zmeraj funkcioniramo in da upam, da bomo še naprej. Jaz bi pa mogoče samo izkoristil to priložnost, pa bi se zahvalil vsem vam, podpornikom Alpine, tistim, ki ste tukaj, pa tudi tistim, ki jih ni. Zagotovo vas bomo še rabili, pa dajte še naprej kupovati Alpino.
Hvala. Ker je direktor naredil malo marketinga, naj ga še jaz, samo to bi rad povedal, da je tale knjiga, da jih nekaj imamo še, je tamle pri roku zunaj na prodaj po 10 evrov, če je kdo še nima. Rad bi pa opravičil tudi direktorico Gorenjskega glasa, Marijo Vovčjak, ker nocoj ni mogla priti, zato bo tisto sklepni ritual opravil kar gostitelj direktora Alpine. Potem pa, kot rečeno, nadaljujemo v avli, kjer je pa sklednik nekaj pripravil. Hvala. Hvala. No, s tem je preja zaključena, nadaljujemo v avli. Hvala.